Vaščani v Senožečah in okolici pa so se na nedeljskem referendumu uprli gradnji novih vetrnic. Že samo z eno, ki je preblizu njihovih domov, težko živijo. Ministrstvo sama omrzela in investitor pa kljub temu nadaljujeta projekt kar 30 novih. Senožeška vetrnica in tu je še, tako Silva Marinšek, njeno nepogrešljivo letališče. Ta zvok je slišati, kot da bi avion skozi nad hišo letel, ta je unij wow. Vse zato, ker je vetrnica pičlih 850 metrov od njegove hiše in nove vetrnice ne bi bile nič dlje, zato punta na drugi strani gluha ušesa samega ministra sama omrzela. Boste spoštovali voljo ljudstva, izraženo na nedeljskem referendumu? In tu je ignoranca, povrhu pa celo zagrizeno nadaljevanje brez dlake na jeziku razgrinja omrzela uradnik Cvetko Kosec vetrniškega projekta, natančneje državnega prostorskega načrta DPN-ja. Še vedno smo mnenja, da bi z postopkom DPN-ja nadaljevali toliko časa, da bo izdelano okoljsko poročilo, ki pa mu številni vaščani že vnaprej niti najmanj ne verjamejo, saj jih je oblast z meritvami enkrat že izigrala, ko so merili hrup obstoječe senožeške vetrnice. A glej, merili ga niso, razkriva mikrobiolog Miha Janc, niti v hišah, niti po noči, še več. Izključili so ravno te najbolj moteče zvoke, nizkofrekvenčne infrazvok, ki je neslišen in povzroča največ tegob od glavobolov do nespečnosti. Vse, ko smo blizek domačine, blizek vetrnice, smo bili izigrani, ker so nam obljubljali čisto energijo, nemotečo. Saj so jim pod nosom mahali z zavajajočimi meritvami, pisanimi na kožo lastniku vetrnice, in da je mera polna, po ta isti poti zdaj ubira družba Vepa in Aleš Musič, ki kani zgraditi še dodatnih 30 vetrnic. In to z argumentom, ker je na nedeljskem referendumu glasovalo dobrih 63% vaščanov, med katerimi jih je vetrnicam nasprotovalo 59%. To pomeni, da je proti vetrnicam zgolj 37% vseh vaščanov. Domiselno gospod Musič ni kaj, a ne za vaščane, ki so se enkrat že dovolj nasankali. Najbolj pri vsem tem bode v oči, da vetrnic pred svojim pragom največji zagovorniki zelene energije ne želijo. No pa niste odgovorili, bi imeli takšno vetrnico 850 metrov od hiše, da ali ne? Hočem vam pozornost usmeriti na nekaj drugega. Ampak, a mi lahko odgovorite na to vprašanje, lepo prosim? Lahko. Odgovor je, da v Sloveniji nihče noče imeti ničesar v svoji bližini. Torej tudi vi ne bi imeli vetrnice blizu? Zaključek si najdete sami. Tako se izmika veliki zagovornik vetrnic. Razumljivo, ko pa najnovejše študije kažejo, da so moderne vetrnice, če so preblizu hiš, ljudem škodljive. Danes so vetrnice višje, z daljšimi lopatami in tudi močnejše. Zato so ti zvoki še močnejši in prehajajo skozi okna, zaprta okna, vplivajo tudi na zarodek, to so ugotovili, to se pravi, imajo ti zvoki izredno škodljiv vpliv.